Lepo pozdravljeni, spoštovane ljubitelice in ljubitelji rokometa v Kokicah. Zdaj verjamem, da že dobro veste, kaj sledi, zato kar pozdrav mojima današnjima gostoma, Maticu Sokoležniku in Borutu Mačkovšku. Matic, se ga vidimo, član Petka. Ne, Petka. A se vam kaj znani ti pozdravi? Meni so vsi pozdravi znani. Meni tudi, ja. Borut, kaj ti pomeni to član Petka? To je nekako tvoj zaščitni znak, kar se pozdravlja. Ja, to na obali, kjer si član. Tako. In potem, ko sem prišel pač v Celje na reprezentanco, sem vsem, kjer si član, da je pest. In evo. A ja, da je pest, a ne? Ne, da je pest. A da je pest, aha. In tako se je me primilo. Zdaj vsi pač vejo, kak meni član. Matic, kaj pa to, se ga vidimo? To je tvoj osebni pozdrav? Ne, ponovadi, ko grem iz garderobe, jih pozdravim pa rečem, se ga vidimo, ne, in zdaj se je kar prijel, že me že drugi tudi zabavajo s tem, da se ga vidimo pa to, ne. Matic, koliko je danes nervoze od 1 do 10 pri tebi? Ja, zdaj že mogoče malo manj, no, ko sem drugič že takle, pred kamero. Ne maraš najbolj teh zadev, kaj ne? Ne, pač nisem še privajen. Kakšno je bilo spanje pred današnjim intervjujem, potem ko smo se včeraj slišali? Dokaj verjel. Tvoje, Borut? To je bilo super. Vmes si dobil, vidim, tudi sponzorja v noči. Se je sprav znak in so v klubu poskrbeli, da to mora biti tako, kot se zagrene pred kamero. Tako da financ bo dovolj tudi za kakšne dodatne ure, kar se vozniškega izpita tiče. Kako je s tem pri vama? Je zelo zanimivo bilo in pri tebi, Borut, pri Maticu pa še traja. Matic, kako je z vozniškim izpitom? Ja, zdaj še čaka. Naslednji teden imam v bistvu te občinske, pa upam, da naredim, pa da čim prej začnem voziti. Les je bil inštruktor. Tudi, ja. Zanimiva vožnja. Kako je to potekalo? Ja, v bistvu smo imeli po zaključku sezone, smo se dobili na golfu, pa potem smo vse žogice smo že razbili in pa so me prosili, da če bi šel jaz iskat, ne. In sem rekel, da ne, in pa so me nekot prepričali, pa je šel pa Les izram, pa smo pobirali žogice. Borut, kaj pa tvoj izpit, baje se izpitna vožnja prva končala praktično že skoraj preden se je začela? Nisem več niti v glavne ceste. Ne, smo bili na poligonu in potem, ko smo se usedli v avto, tu v Šentjurju pač greš iz poligona in je takoj pač cesta in je prometna. In tako sem bil malo nervozen in sem pač imel v drugi brzini in nisem niti razmišljal, da imam v drugi. In mi je prvič crknil in potem sem rekel, da izberi se, da boš valjda padel, nisi prišel na cesto. In potem mi je pač 3-krat crknil in 4. sem speljal, smo naredila 300 metrov, rekla, gremo nazaj na začetek. Što pa še meni si povedal? To nisem meni povedal, pisal me bilo sram. Po tem pogovoru imate v klubu kaseto, torej video ogled. Trener mi je po noči napisal sporočilo, da ima za naslednjo tekmo posebno akcijo, ki se bo imenovala Suhi maček. Že veste kaj o tem? Suhi maček ali suhi maček? Suhi maček. Ne vem. Ne vem, kaj bi to lahko bilo, tam mogoče bo povedal danes. To sta vajina nadimka, seveda se zelo dobro vesta. Suhi, kdo je najtežji pri vas v klubu? Zdaj, če pogledam na klubsko spletno stran, vidim, da sta s Kikijem, s Kristjanom Večirjem, oba visoka 202 cm, podatki pred sezono, Kiki 125 kg, tvoji 116. Se je to kaj spremenilo? Jaz bi raje v tem govoril, kdo je najlažji, ne. Ja, v bistvu je šlo malo gor vse skupaj, ne. Mišična masa se je povečala. Ja, mišična masa, ja, pa maščobe sem zgubil, ne. Sem tuk, ne. Borut, ti pa nimaš težav s tem, da bi moral kdajkoli kaj hujšati? Ne, hvala Bogu. Si kdaj v življenju hujšal? Ne. Ne, kdaj sem hujšal. Jaz tudi ko jem hujšam. Ne, jaz hvala Bogu nimam teh težav, tudi če si kdaj privoščim kaj nezdravega, McDonald's, karkoli, jaz nimam nobenih težav, tako da hvala Bogu. Nimam težav z izbiranjem prehrane. Si imel kakšne težave po sprejemu v Izoli?
po tem sprejemu, po svetovnem prvenstvu. Kakšen je bil ta sprejem? Sprejem je bil čudovito, lahko res. Pač nas je par Izolanov, ki so to že doživeli in jaz sem si to vedno želel. In je ful lepo bilo, no. Bakle, ribari, pač Izola je malo mesto, večinoma se poznamo, pač je dosti ljudi tudi spomnim kot otrok, ko sem pač bil tam in je bilo pač nekaj nepozabnega, no. Edino, kar je bilo, škoda je bilo slabo vreme in potem lih malo zatem, ko se je pač uradni del končal, je začelo deževati in potem so se pač ljudje razbežali, drugače bi mogoče še trajalo dlje. Aha, potem jih ni bilo na koncu toliko, da bi vsem moral dati za runde. Ne, ni toliko denarja, bilo to Saj veste, ena rubrika je prav posebna v Kokicah. Mimogrede, kakšne so danes? V redu, odlično. Nejcik je na sveže spekel. Smo ohali, ko smo hodili. Ja, pa pazite prosim, da kakšno ne pade dol, ker se je Boris že pritoževal iz prejšnjega tedna, da jih je bilo potem preveč na tleh, sesalec namreč ne dela. Bolj kultivirano mi dva imamo, kot ostali. Ja. Tako da vidva ne boste kazala, kako je to, kako se jejo pred kinom. Ne bomo razili Borisa, to nočemo. Dobro. Rubrika, vprašanje drug drugemu. Jaz prvi. Kdor hoče. Ker sem jaz čul, da pač rad jaš me zanima, če si tak gurmanček. Ja, bi jaz vse lahko tako rekel, ja. Sem kar velik gurman. To se je v bistvu že začelo kot mali otrok, mi je mama zmeraj rekla, da sem bil zelo priden, da sem sam jedel pa spal, ne. Tako da zdaj se v bistvu sam še nadaljuje, no. Samo da nisi več mali. Ja, to je res, ja. Pa tudi, ko sem bil mali, nisem bil mali, ne. Aha, ja. Pač mlajši, no. Mlajši, tako da. Da, prav se izrazil, no. Zdaj pa še jaz za tebe, ne. Zanima me, glede na to, da imaš tako veliko energije pa to, ne. Pa da se te je perjel tudi vzdevek po Tepuški maček, če se ne motim, me zanima, kakšen si bil kot otrok. Mogoče malo bolj naspiriran kot zdaj. A še bolj? Jo, razbita glava, razbite noge, pejdi šivat nogo, pejdi šivat glavo. V šoli pač nikoli nisem razbijal, da bi delal škodo in tako, ne vem. Enkrat se spomnim, smo tudi neke, to sem že ne vem, ki je rekel, tudi neke petarde, ki potem je sosed, pač mi jih metali v kanto z oljem, pa je sosed klical policijo in take stvari, no, mislim. Ne vem, ampak zdaj, če bi zavrtel čas nazaj, ne bi nič spremenil. Sem bil tak hiperaktiven. Vsi so mislili, da je neki, če me polnijo s čim doma. Sem bil samo jaz v bistvu, ne. Borut, ves čas se sicer nekaj predstavljaš po stolu, ampak se mi vseeno zdi, da si non-stop nekje tu na kotu, ne. Je to kak poseben razlog? Ne, to je bilo prej malo šale. Ali se mene bojiš, pa se greš tam? Ne vem, koga se boji, ali svoje izbranke ali tebe, ne. Ne, to je, kako se reče, vraževerje, ne, če verjamem, če to jaz ne verjamem. Nima to veze. Tako da se nameravaš poročiti? Ja, enkrat v bližnji, srednji prihodnosti. No, Matic pa vidim, da je že bil na sveže pri frizerju. Ja. Upam, da se na kameri vidi, Jaz sem tudi bil. glede na to, da hoče se iz tega zornega kota ta prečni prikaz ne vidi najbolje. Pokaži ljudem. Matic, kje si bil pri frizerju? Ja, pri eni moji zelo dobri kolegici. Včasih se doma strigel. Zelo dobri ali zelo dobri? Dobri. Aha, dobro. In zdaj se je pa glih salon odprla, tako da če hočete tudi vi imeti tako frizuro, ker v vojni, moji prijatelji. Zdaj imaš mačka v bistvu na stranskem tiru, ne? Ja. Lahko bi ti tudi on naredil frizuro. Ja, glede na to, ko sem bil tam posnetek od Antene, sem rekel, da k njemu ne grem nikoli. Tako da. Si videl posnetek? Nisem, ampak povej mi, koliko si še veš delane frizure? Ne vem, mogli bi probati. Se javi kdo? Ajde, jaz se javim. Ko ti bo zrasli? V redu, z menom. Roka. Roka. Bomo videli, naslednjič lahko imamo še enkrat, pa bo samo pokazal. Se pravi, imamo material za naslednjič. Veliko sreče proti Ribnici v nadaljevanju prvenstva. Uživajte še naprej. Hvala.